Dober večer, črički so utihnili. Pravzaprav bi lahko zdaj v resnici že začeli. Namreč ob jutranji novici, da prihaja prvi pravi vročinski val v naše kraje, nam je bilo malo vseeno, ker nas je bolj zanimalo to, da prihaja drugi jadranski val v Vodnikovo domačijo. Tole je uvodni večer, ki bo tematsko povezan z miti, pramiti in miti o Jadranu in morju in potovanjih, o Iliadi in Odiseji bo tekla beseda. Jaz sem dosti dolgo mislil kot otrok, ker smo imeli doma lado in je naš foter zmeraj rekel, da ko gremo na morje, da je to Odisej lada. In sem jaz mislil kot otrok, da so vsa ta potovanja, ko ostaneš sred noči, pa spakiraš ful stvari preveč, tako da je vse zaseden noter in pol se peleš in pol čakaš, kdaj boš rekel morje, predtem seveda ene trikrat rečeš, da ti je slabo, pa da te lulat, pa tako. In pol nekje pri Črnem Kalu rečeš morje in pol se šele začne, ker pol smo šele v Istri in takrat se je začela ta Odisej lada. Ampak danes pa o bolj resnih potovanjih, o mitih, o Odiseju, nas doma recimo ni čakala lepa Penelopa, ampak rože, ki so jih morali sosedje zalivati, pa mačke, ki jih je moral tudi kdo nafutrati. Vesel sem, da vas vidim tukaj v takem številu in vam mogoče lahko že kar na hitro predstavim zasedbo. Oziroma ne, zasedbo boste itak spoznali v večeru, povem vam pa, da boste za začetek, da pademo not, poslušali original, interpretacijo v izviru iz Iliade, mislim, da iz prvega speva. En tekst, pol pa za nas, ki ne razumemo grščine, stare grščine, bo pa Janez Škof priskočil s svojo interpretacijo prevoda, potem pa začnemo s pogovorom z gosti, ki ga bo vodil Marcel Štefančič. Lepo pozdravljeni, naj drugi jadranski val nežno pljuskne po vseh nas. Prijeten večer želim. Menin aedet hea, peleia dio Achilleos ulomenen, he myria haiois alget heke, pollas difthimus psychassai diprojapsen heroon, autus de heloria teuche kinesin, oion oisi te daita, dios de teleieto bulle, ex hudeta prota diaste tenerisante, Atreides te Anaxandron, kai dios Achilleus. Tistars voet heon eridisine eke majesthai, letus kai dios Hyos, hogar Basilei holotheis, nusson anastraton orse kaken, ole conto de laoi, hunnecaton chrysen et timasen are terra Atreides. Hogar elthet hoasse pineas Achaion, lysomenostet hygatra, feronta pereisia poina, stemate honen hersin, hekebolu, Apollonos. Chrysio anaskeptro, kai lisseto pantas Achaius, Atreidade malista duo, cosmettore laon. Atreidai, te kai aloi eucnemides Achaioi, hymin mentheoi doien, Olympia doma techontes ec per Cypria moiopolin, eudoicat hicesthai, paida de moi lysaite filin, tada poina de hesthai, hadzomenoi dios Hyon, hekebolon, Apollona. Jezo, boginja, zapoj, zamero pelida Achila, hudogorje, nič koliko ran je zadala Achajcem. Vrste najdrznejših duš je strpala v hadove veže, kupe junaških teles pa utrganjem psom prepustila, v lakomno žrtje ujedam, saj Zeus je tako odločil. Vse odkar sta se prvič sporekla in sprta razšla se kralj Atrid, vladar, in Ahil, božanski bojevnik.
Kdo od bogov je vnel med njima prepir in sovražnost? Sin Letoje in Zevsa, Apolon, ki vas razsrjen nad kraljem Kugo je vojski poslal, da smrt po ljudeh je kosila. Kazen za to, ker je kralj ponižal duhovnika Hriza. Hrizes je namreč prišel do jadrnih ladij Ahajcev z goro neštetih darov, ker hotel je hčer odkupiti. V rokah je nosil načelek Apolona, spretnega strelca, zlatemu žezlu v okras. In prosil je zbrane Ahajce, najbolj od vseh pa Atrida, oba poveljnika vojske. Vama, Atrida in drugim Ahajcem v okretnih golenkah, dajo največni bogovi živeči v olimpskih domovih zrušiti Prijama mesto in srečno domov se vrniti. Meni pa vrnite hčer in sprejmite moje darove. Bojte se Zevsa sinu, Apolona, silnega strelca. Zdaj sem jaz vrstne. Ja, ok. Zdaj, to mislim, glede na to, da vendarle bom predstavil, kdo je tle, ne, če že fant nisi bil sposoben tega narediti. Svetlana Sapšak, Jelena, žena, ko je nema, Isak Kres in David Movrin, sami klasični filologi vejo vse. Jaz vem vprašanja približen, ampak to, da vam na začetku povem, bi rekel osnovno stvar. Osnovna stvar je to, tega ne bo prav kmalu konc. Angeli v Ameriki, ki jih zdaj vrtijo v Mladinskem gledališču, traja 7 ur. Niso narejeni po Homerju, narejeni so po Toniju Kušnerju. Zdaj, Kušner ima to nesreče, se piše svak zet od Trumpa, tako da 7 ur. Tako da pričakujte najhujš, po 3-4 dneh nas bojo tukaj našli mrtve in to bo dobra smrt. Tako da, ja, Krk. Okay. Jaz sem začel kar z gospo prevajalko, namreč, kot veste, pride Odiseja Christopherja Nolana sredi druge polovici julija ven. Zdaj, trenutno se je oglasilo moško gibanje, to veste, obstaja moško gibanje, ki ne prenese, da je Nolan scenarij napisal po prevodu, po ženskem prevodu, po prevodu, ki ga je opravila ženska Odiseja, ne? Po ženskem prevodu. In zdaj smo dobili tudi v slovenščini končno, po vseh teh letih, ko smo imeli samo moške prevode Odiseje in Iliade, končno ženski prevod. In me zanima, kaj se zgodi? Kaj se spremeni, ko ženska prevede Homerja? Kaj se spremeni? Ja. Moram priznati, da nikoli nisem tega čutila na ta način, da bom zdaj kot ženska nekaj spremenila. V resnici nisem prišla, se pravi, s tem aktivizmom zraven, ampak z željo... Nisem predstavnik moškega gibanja, tako da... Mislim, sploh ne, niti da bom nekaj spremenila. V bistvu sem tako pristopila kakor k drugim prevodom, no, pač željo, da bi čim bolj natančno, zvesto, kakor se reče, recimo, ne, čeprav pravi, da prevod ne more biti hkrati zvest in lep, no, ampak ja, da bi bil čim bolj natančen, da bi čim bolj besede odsevale te besede, ki jih imamo v Homerjevem tekstu. In zame je to v resnici, po mojem, tudi ženska lahko prevede nenatančno ali pa moški nenatančno. A imate občutek, da je že sam Homer dovolj ženstven, da ne rab še dodatne ženske intervencije? Nisem ga še videla, ampak Ne. po tekstu sodeč... Njegova pisava. Ja, po tekstu sodeč, glede na čase, v katerih je živel, ki so, recimo, do neke mere, da je bil položaj žensk takrat drugačen, nekoliko drugačen. Ja, recimo, malo drugačen.
glede na to, pač ja, ni neke revolucije glede žensk izvedel, ampak ženske pri njem so zanimive. Ravno sem poslušala tudi en pogovor z eno Emily Heuser, no, ki je tudi napisala romane, pa ženske preučuje. In ona pač prav ženske v teh dveh epih preučuje. In je zelo zanimivo, kaj vse je našla pri Homerju, da je v teh informacijah, ki so bile, da je lahko izpostavlja ena druga dejstva, zelo zanimiva dejstva, to polka bomo 7 ur tukaj. Ja, to pride ta tretji dan. Zanima me to, a ste kaj razmišljali, da bi uvod v prvi spev, da bi pustili Sovreta? Ja, prvi vers sem Glede prav na to, da resno smo vsi, razmišljala. imamo v glavi to Sovretov prevod. Prav resno sem razmišljala, da bi pustila kar Sovreta, ravno zaradi tega pritiska javnosti, ki potem se je res izkazalo, da so bili eni kar malo ogorčeni, da sploh je drugač, karkoli. Ampak potem vse nisem, no, imela sem pa več variant. Ena varianta je bila recimo zame zelo radikalna, sem jo naredila prav ta začetek v verzih, a ne? Se pravi v rimanih verzih, no? Ja, Tako, okej. ne v verzih, verzih so itak. V rimanih verzih, ampak temu sem se pol odrekla, no? Tudi na račun te. Ampak prevajali ste pa to skoraj 5 let, če prav razumem. V obdobju 5 let, ja, Ja, ampak recimo kako 3 ste- leta pa pol zares. Ampak a ni to blazno tvegano, zato ker mislim, slog se ti spremeni v 5 letih, tako, mislim, človek se spremeni, slog se ti pisanja, vse se ti spremeni. Kako ste ohranili to koncentracijo prevoda, enovitost prevoda? No? S tem, da sem pač tolikrat pregledala vse še enkrat, pač še enkrat, pa še enkrat, pa še enkrat. Večkrat kot Homer. Ja, sigurno. Gospa Slapšak, kakšna je možnost, da je Iliado in Odisejo napisala ženska? Takšni romani in teze obstajajo, to sploh ni problematično. Ja. In pa, če hočete, v etnografiji, zgodovini književnosti je znan balkanski fenomen in tudi ciprski in mediteranski žensk, ki govorijo epske pesmi. Večina srbskih epskih pesmi od Kosovskega ciklusa pa naprej so spele in izvajale performerke, ki so se imenovale slepice, ker so v glavnem bile slepe. Ja. Torej, povezava je očitna, ni nobenega Ne, pa dvoma. bil je tudi, obstajal filolog, ni živo prav dolg, tam mislim, da se je Perry pisal, William Perry, mislim, da je William Perry na začetku 20. stoletja, ni živo prav dolg, zelo hitro je umrl, ampak njegova teza je bila, da ko posluša srbske guslarje, da sliši glas Homerja. Oh ne, to je Albert Perry in Milman Lord. Ja, okay. Albert Lord in Milman Perry, ki sta skupaj delala v Bosni in sta zelo znanstveno, etnografsko, z magnetofonom šla naokrog in nista poslušala srbskih pevcev, ampak muslimanskega pevca Avda Medjedovića, ki je, če si mu dal dovolj rakije, tako kot pevci in pevke Vuka Karadžića, valuta je zmeraj ista, je lahko izpev ep, ki je bil bolj dolg kot Iliada in Odiseja. V 2 dneh. Brez težav, kar tako. In kaj sta Perry in Lord potem ugotovila? Ugotovila sta, da obstaja mehanizem, ki je seveda povezan z nevrologijo, kar je šele pozneje raziskovano, in to je, da pevec, posebej če je slep, ima v glavi trezor motivov. In pa iz tega trezora motivov, če mu naročiš, pač ti bo izpev, Avdo Medjedović je veliko o železnici pev in tako naprej. Ne? Ampak danes v Črni Gori pa še zmeraj ti lahko naročiš CD, opišeš, kaj se je zgodilo, recimo nečak je umrl v prometni nesreči in potem čez nekaj časa dobiš od uglednega goslarja CD z opisom tega dogodka. In pa to emitiraš, kadar hočeš. In pa posebej pa je popularno, da je to v grobu nekje
oziroma v tisti stavbi, ki je na grobu, in potem pa pokličeš in poslušaš. Ne. Vse najbolj slavna je bila ta Gustas, ker je bila Kennedy, atentat na Kennedyja. Točno to. Ide kola, ide Kennedy, udala si. Točno to. Če mi daš temo, lahko jaz imam deseterec v glavi, tako kot vsi, ki so šli v šolo. Ne, se obstaja tudi dokumentarc The Making of. To točno, ja. Gospod Morin, zdaj, tako, dajmo se malo ustaviti pri tem, rekel, da je vendarle ženska napisala Odisejo. Ker Samuel Butler je konc 18 leta, v času, ko je film se rodil, recimo, ne, je prišel ven s knjigo, da je Odisejo vendarle napisala ženska, in sicer Sicilijanka, alergična na Homerjev odnos do žensk in bogov v Iliadi. In da je itak vsi ti moški liki, ki so noter, so pravzaprav njen oče, jaz mislim, so metafore njenega očeta, in vse te lokacije, ki jih popisuje, so med lokacije nekega mesta, iz katerega se ona, tako kot Kant, ni premaknila iz Kenninberga, ta se ni iz tistega, ne vem kaj bi že, Raspari, Sarpari, ne vem kaj, že v neko sicilijansko mesto, s katerega se oni premaknila, ampak menda je vse tam. Tako malo kot osumljenih petke, vse na oni tabli gor. Go. Ta teza obstaja. Mislim, da je del te teze podoben, a kdo od vas pozna Rorschachove teste. Mogoče več pove o človeku, ki te teste opazuje, kot o tistem, kar tam je. Skratka, s temi teksti, s to tezo je nekaj podobnega. Izrazito manjšinska je, no, bom tako rekel. Ampak hočem reči, mislim, tako kot je Claude Lévi-Strauss rekel za hrano. Ne? Hrana je dobra za razmišljanje, podobno velja za Homerja. Homer je super za razmišljanje. In tle lahko razmišljamo, zakaj, bi rekel, so vsi prepričani, da tle obstaja vendar neka diskrepanca med Iliado in Odisejo in potem iščejo vse mogoče interpretacije, zakaj je to tako. Ne? A ni? Časovno naj bi šlo za največja razlika, kakor vem, je ta, da je teorija, da je bila Odiseja poznejši tekst. Ja. No, so vremel, da je pač napisal Iliado v mladosti, Odisejo v starosti. To imamo že iz antike. Skratka, Pseudolongin ima v vzvišenem razlaga, da je Iliada, reče, da je delo, kot da bi gledal sonce opoldne, v polni moči, vroče, žge in tako naprej. Odiseja pa reče, kot da bi gledal sonce, ki zahaja. Skratka, nekdo, ki ga je pisal v bistvu na drug način. Ampak imamo en kup strukturnih stvari, ki nam kažejo, da sta to dva različna teksta. Ne, ampak se jaz mislim, vem, malo sem zoprn, ampak ustrajam pri tem zato, ker so že stari Grki, tam, kaj sem si napisal, Ptolomej in Sokrat, že ona dva sta trdila, da je Homer Odisejo ukradel in Iliado ukradel ženski. Ptolomej, mislim, da je to trdil, da je iz sanj potegnil nek ženski ven, pa se ni važno. To pri Spielbergu se skozi dogaja, skozi na sodišču, ker se po vsakem filmu pojavi kdo, ki trdi, da mu je iz sanj ukradel. Itija, recimo, so mu iz sanj ukradel. To so te, ampak če imamo podobno situacijo. Homer na začetku obeh epov, če je to Homer bil, pač avtor prizna, da mu je ženska povedala celo zgodbo. In to je pač muza. In to Homer, ki praktično oseb nič noče povedati, ki se noče pokazati. Skozi mu gledamo čez ramo, pa ga ne vidimo. Imamo tako poeta brez obraza, ne? On ni poeta brez obraza. On je filolog, intelektualc ali intelektualka, ki je živel v 6. stoletju verjetno v Atenah in je bil na začetku procesa, ki je pripeljal do demokracije. Pejsistrati so ga unajmili, da naredi nekaj dobrega za narod in to vidimo v Iliadi. On konstruira Atence na osnovi Iliade, že v tem epu. Ne? In pa, torej, Homer je obstajal, bil je očitno izjemno talentiran in poznal je ogromno. Ali je obstajal en Homer, ali je obstajal set Homerjev? In to, da je bil en, dokazuje tudi to, da na osnovi jezika izkoriščajo vse možne dialekte in vse možne oblike, ki jih je poznal. Celotnega sveta grškega jezika. Torej, to je nekdo, ki je prevajal, ki je poznal slovnico odlično, ki je poznal dialekte, ki jih je uporabljal, da doda nijanse pomenu. In to je nekaj, kar so potem tragiki prevzeli. In pa še nekaj, ko pomislimo, kako se antični svet opismenjeval.
tako da so otroci do recimo 4., 5., 6., 7. stoletja, pa tudi pozneje našega štetja, so se učili na pamet prvega verza Iliade in Odiseje in potem pa zadnjega, pa drugega in predzadnjega. In so to učili do konca, dokler se pač možgani popolnoma ne odsvorijo. In pa potem pa pride tisti, ki interpretira učitelj. In potem dobiš znanje, ki ga kompjuterji, nažalost, čeprav je isti sistem akumulacije podatkov, ne znajo urediti in to učitelj uredi tako, da za vse življenje imaš Iliado in Odisejo v glavi. Malo sem zgrožen tle nad vami. To, da tako slepo verjamete, da je bil Homer, da je en avtor bil teh dveh. Ne, to od vas bi pričakoval tle, bi rekel to, da kolektivni avtor, komitete, tradicija, to se strinja z Wolfom, ki je rekel, grško ljudstvo samo je bilo Homer. To so nacionalistične fantazije, to nima nobene zveze. To pa res nima nobene zveze. Ampak meni se pa zdi, da je to največje javno delo antike. Ja, seveda je veliko javno delo, točno to, stavba. 100 avtorjev. Ampak eden, ki to uredi. Ja, se en redaktor, se. Ja, v tem smislu, ja. Mislim, ker tako, Nietzsche se je skozi sprašal, a so to osebo naredili iz koncepta ali so koncept naredili iz osebe. Samo en detajl v zvezi z ženskami. Obstaja nekaj, kar imenujemo homerski svet. In v homerskem svetu pač nekako kalkuliramo na osnovi Iliade in Odiseje in arheologije mikenskega obdobja. Tako nekako zmešamo, pa dobimo homerski svet. Ampak razlika položaja ženske je čisto neverjetna. Za ženske se plačuje. Odisej je plačal ne vem koliko ovc, da bi dobil Penelopo, kar seveda prvo nagrado Heleno pa ni mogel dobiti. In pa samo nekaj stoletij pozneje v Atenah oče plačuje doto, da bi pač dal hčerko. To je popolnoma drugačen svet v zelo, zelo kratkem času. Torej, že homerska ženska je imela določen položaj, ki je bil drugačen in seveda običajno navajajo to kraljico, ki gre soditi. Ima pogovor z Odisejem in s kraljem, ampak potem pa ona ima svoj biznis, gre soditi, ona je sodkinja. Torej, to so homerske ženske. In pa Penelopa, ki ne pade v objem Odiseju, ampak ga izpituje kakšni 24 ur. In potem šele prizna, da je to on. Homer je kompliciran koncept, očitno. A se vam ne zdi, da je Homer ime za vse tisto, česar o Homerju ne vemo? Nehajte. Dejansko ne vemo skoraj ničesar. Skratka, ne vemo skoraj ničesar. Imamo življenjepise Homerja, ampak so vsi strahovito kasnejši. Življenjepisi Homerja so, mislim, da prvi tam iz helenističnega časa, stoletja zatem. To pomeni, da so v bistvu fikcija. Tle je trik v tem. Homer, njegova identiteta je nestabilna, ker smo nekako prepričani, da je to neka motnja tam v antiki in da je bila antična tradicija stabilna, harmonična, koherentna. A je bila? Se ni bila. A je bila? S tem se šele vzpostavi. Skratka, tukaj imamo nek kup nekih tekstov, ki pa jih, in to vidimo iz teksta, ki pa jih očitno nekdo uredi izredno lucidno. Skratka, mi imamo v tekstu samem neverjetno filigranske, temu rečejo krožna kompozicija. Če pomislite, na začetku Iliade imate, kaj imate? Očeta, ki pride prosit za otroka, pa je ta njegova, na začetku, Hrisa, za to hčerko, pa je njegova prošnja zavrnjena. Na koncu Iliade imate spet očeta, ki spet pride prosit za otroka, pa je njegova prošnja uslišana. Potem imate, in te sheme so noro dodelane, je pa zanimivo, ko smo rekli Iliada pa Odiseja, pri Odiseji pa tega bistveno manj. To nam mogoče tudi kaže, da je bila ta redakcija drugačna, kot je bila pa pri Iliadi. Kaj s temi številkami v Iliadi? 3x, vse je trikrat. Še seks je trikrat, vse je trikrat. Kaj? Sem mislila številkami spevov, ampak Ne, vse je trikrat. pravlično število. Ne bi vedela. Ja, okej. Ampak zdaj... Magija. Kaj magija? No, kar... Ja. Ampak, vi vztrajate, da je Iliado in Odisejo napisala ista oseba? Jaz nič ne vztrajam.
Ne, kako ne, kdo pa, če ne vi? Vi ste to prevedli, zdaj vi imate ta privilegiran pogled. Nisem Odiseje prevedla, tako da že to mi manjka, da bi lahko sodila, če je ista Ja. oseba, no, ampak dobro prebrala, ampak ne bi se v to, v bistvu filologi postanemo živčni pri tem vprašanju. V bistvu mi bi radi, dajmo to primer pustiti, pa Ja. dajmo se s tekstom ukvarjati. Vsaj pač tako večina, no, a ne, David? Če bi bila hipotetično ista oseba, je delala res drugače. Ne? Skratka, Ja. tudi recimo, ne vem, smo rekli, te strukture so drugačne. To, kar vsi poznate, homerske primere, ne? Te elaborirane podobe, kako nekdo počne čez par vrstic eno Ja. stvar. Tega je v Odiseji bistveno manj. Ne? Zakaj bi zdaj to nekdo začel delati drugače? Verjetno zato, ker je bil druga oseba. Ne, mene zdaj zanima to, ne, ker zdaj, vi ste prej rekli, o Homerju ne vemo praktično nič. Ja, praktično nič. Zdaj, ampak Odiseja in Iliada sta bili super sellerja, ne bestsellerja, super sellerja, mega hita, ne? A nišče ne videl njun avtor, ali kaj? A ni to malo, očitno je obstajalo neko obdobje, v katerem je bilo avtorstvo irelevantno, ali kaj? Sam koncept avtorstva je irelevanten. Ni bil irrelevanten, ampak bil je, kaj ne temu rečem, večglasen. Ne? Skratka, obstaja nek famozen distih, kako že, 7 semest, Heptapoleis, Dierizus in Peririzan Homeru, odlično. Smirna, Rodos, Kolofon, Salamis, Chios, Argos, Ateina. To. Janez, boš ti V slovenščini bi se to reklo, če se prav spomnim, 7 semest prereka Dedala meso Homerju, Smirna in Rod, Kolofon, Salamis, Chios, Argos, Atene. In tukaj je 7 skratka, krajev, ki so se tepli za to. Atene so očitna fikcija, ki so jih v kasnejši točki dali zraven, ampak večina teh krajev pa je iz Male Azije ali pa iz obale Male Azije. Ne? Tako da to nam nekaj pove. Pa tudi dogajanje je jasno v Mali Aziji. Očitno je bila tendenca, da so ga tja umeščali. Ampak očitno je bilo 7 kandidatov. Pa gledajte, kaj povedi? Pa tudi pravzaprav ta anatolski moment je, tudi ta Homerjeva v resnici neka tiha naklonjenost. Sicer je Iliada progrška, recimo, ne, ampak zadaj ne moreš, da ne bi ne čutiti velike, globoke simpatije z drugo stranjo, ne, s Trojanci, s Hektorjem. Oni so na pravi strani, če tako pogledaš, ne, pravi, v smislu, oni se branijo svoj dom, svoje življenje, Grki so pa napadalci. In Homer dejansko te najbolj ganljivi prizori so prizori ne tisto, ko Ahil jokca svoji mamici, kako je prizadeta njegova čast in slava, ampak Hektor, recimo, ki se poslavlja od žene in sinka in tako naprej. No? Pač nekaj mogoče to kaže na to, da je bil nek pevec pri vseh teh teorijah o teh bardih in ustnem, iz katerega to izhaja, a ne, te pesmi, epi. V obeh pesnitvah ni za sabo pustil zdaj dobenih sledov, ni se imenoval v sebi, ničesar razkrije, izgine. Ja, to vas hočem vprašati. On dobesedno izgine v pesnitvi, skrije se v tekst. Ampak to me zanima. A ko se oglasi, a je to on, ki reče, poj mi boginja, a je to on? A je to on, a se on oglasi, a je on njegov glas, ko tam kritizira Ahila zaradi ravnanja s Hektorjevim truplom? A je to on, ki se oglasi, ki nagovarja Patrokla, pa koga še, Mendelaja? A je to on? A so to tisti trenutki Camel, k Hitchcock, ki se pojavil? Ja, velikrat se oglasi pa kritizira, dejansko on reče, bedak, ne, je to naredil, ali pa prav je naredil, ampak v bistvu ni to velikrat, no, glede na dolžino, recimo cele Iliade, je to redko, no, tako da on v glavnem pač interpreti mislijo tudi, da takrat, ko recimo se bogovi s čim ne strinjajo, da pokaže, ali pa kakšna druga oseba, da to kaže na Homerjevo, rečemo, mnenje, ne, ali pa njegovo pogled na stvari, tudi, da je v zadju itak ves čas, tudi že samo prikazovanje dogodkov, da kaže nekoga, ki hoče nekaj pokazati.
Imam jaz, gremo naprej, sej gremo mi to naprej, Zdaj, se vam ne zdi, da je Homer vendarle persona, vloga, ki so jo prevzeli rapsodi, ko so pel oziroma izvajali bodi si Iliado ali Odisejo. Ključno je v antiki primerjanje. Ali si boljši od predhodnika ali ne. To je avtorstvo, je sekundarno, glavno je to, če se primerjaš s predhodnikom. Sicer obstaja en slavni rek, ki ga profesori vedno citirajo, enega nekega ameriškega dijaka, ki je rekel, Homerjeve epe ni napisal Homer, ampak drugi človek z istim imenom. Torej, zato sem se tako režala. Hočem povedati nekaj, kar je za Homerja tako pomembno. Iliada in Odiseja se razlikujeta vsem. Ampak, če berete oba epa, dobite shemo oziroma poetiko, na osnovi katere se piše tragedija. In tudi komedija. Hočete reči, kot James Joyce, Ulix pa Dublinčani. V nekem smislu, ja. Eno je, Iliada se dogaja v 10 dneh, nič več, tako je izračunano. Odiseja pa 20 let. Ja. In pa struktura je popolnoma različna, ampak obe strukturi pač peljeta v tragedijo in komedijo skupaj. Tako da, kar se tega tiče, seveda vsi so nasledniki Homerja in vsi to tudi menijo in govorijo v svojih tragedijah, citirajo, prevzamejo motive, jih interpretirajo popolnoma drugače, ne recimo Sofokles Ajanta, ki ga imamo v Iliadi, pa ga Sofokle potem na novo interpretira. Torej, vse je v novi interpretaciji starega s tem, da kažeš, da si boljši pesnik. A mislite, da je Homer vedel, kdo je? Da je sam Homer vedel? Jaz sem sigurna, da on vedel, kdo je. On je bil plačan, bil je uslužbenec Pacey Stratov, to sem sigurna. In pa eno je tudi zelo pomembno to, da je njegova poetika dala tragediji tisto, kar je za nas najbolj pomembno, in to je odnos jezika med tisti, ki govorijo, glavni igralci, in zborom. Da ni bil on originalni Ojdip, no? Jaz mislim, da je on bil Da ni originalni. hodil on v Delfeke, pa... Ja, Ne, on je bil Kdo originalni sem? Tersit. Tersit je bil Homer. Ja. Tako da tisti, ki izziva demokracijo, tisti, ki provocira oblast, to je bil Homer. Ker konec koncev v Iliadi ni konca, ni epiloga, ni rušenja Troje, nič takega, samo dva človeška bitja, ki jokata. Ja. Gospod Morin, a ni tako, Iliado, ko berete Iliado, ni to tako k meta kriminalka, meta hudanit? Skozi se sprašujete, kdo to prepoveduje? Ok, jaz sem se spraševal, ajde. V resnici je Homer tako genijalen, da se je postavil izven tega. Ne sprašuješ se več tega, ker ti pravzaprav vrže ti dogajanje pred oči, tako da postane pripovedovalec na nek način relevanten. Ne? Ja, pa kje, Homer je izgubljen, lov na Homerja je originalen lov za izgubljenim zakladom, to je Spielberg, to... Za Herodotom. Ja, Vsi imajo isto pozicijo, ne? Vsi se ne postavljajo v prvo vrsto. Ne, pa lahko sem nekaj dodam amaterskega, čisto amaterskega, groteskno, amatersko, skačite pomen. Ker se vsi sprašujejo, zdaj, kje se je rodil, 100 teorij, ne? Tam se prej 7 jih je, pa še več jih je v resnici. Ampak, a se ni Homer v resnici rodil v Troji? Sigurno ne. Kako Sigurno da ne? Kar izhaja iz jezika Atike. Pa njega je Troja rodila. Ne, on Njega brez izhaja iz Troje ne bi jezika bilo. Atike. Pa njega brez Troje ne bi bilo. Se on je izmislil Trojo, če Exactly. ampak to ne pomeni, da je iz tistega mesta. To, kje si... Figurativno. Ne, to je v Njega je redu. rodila Troja, njega je naredila Troja. On brez Troje bi bil brez veze, on bi na stacionu karte prodajal. No, Najboljše bi bilo, če bi imeli nekega boga, ki se je sprehajal skozi nekatere prostore in je na poti srečal neko lepo nimfo in jo je posilil in potem se je rodil Homer, ki ima za očeta boga. To je prava biografija. Ne? On te biografije nima. Zakaj? Zaradi tega, ker sneva demokracijo, ker sneva Tersita, ker sneva Odiseja, ki je aroganten, neprijeten v Iliadi in potem v Odiseji postane človek. A kdo dva je na moji strani? Jaz. Evo ga, mam ga. Sicer zaradi tega, ker je živ v antiki, to bi tukaj rekel, obstaja ta tendenca alegorične interpretacije, kar je točno to, kar se tukaj greva. In že v antiki začnejo razmišljati, da mogoče pomenijo vse te stvari nekaj več. Ena famozna zgodba je seveda
da je cela ta zgodba s Polifemom, ne, da se tukaj pravzaprav Odisej bojuje s svojim značajem. Ne. In tako pride pravzaprav v kasnejših obdobjih ta ideja, da je pravzaprav Odisej nek filozof, nek tak vsakdanji filozof, ki gre in se bojuje pravzaprav z značajskimi težavami do svojega konca. Tako da v tem smislu se pa strinjam. Ampak glejte, Filozof je tudi Homer pol. No. ampak mar to, da verjamemo, da je Homer obstajal, ne izhaja ravno iz dejstva, da verjamemo, da je Troja obstajala. Pač Ampak že brez- eno brez- veliko obdobje človeške, te naše zgodovine, ki jo poznamo, sploh niso verjeli v to, da so bili ti dogodki, Ja. da so imeli kakšno zgodovinsko podlago. To so v antiki verjeli, pač potem pozneje so pa bolj verjeli, da je to neka fikcija, tudi ni se skladalo. Vsako stoletje po svoje interpretira Homerja. Ne? Tako da ne samo vsako stoletje, pa vsak čas, tudi že vsak posameznik konc koncev. Lahko so videli Homerja, da se je predstavil v tem pevcu Demodoku, ki na neki gosti pač tam slep pevec in zato so tu pač potem kot slepega ga prikazovali dejansko v podobi enega tazga Pa je bil pevca, slep? ki prepoveduje v A je bil dogodkih. slep? A je bil slep? A je znal pisati, a je znal brati? Možno je, da so te pevci res bili Samo še slepi. obraz se hotel videti. Samo še ja. obraz se hotel videti. Joke. Mislim, dejansko, to je, se vem, da je to šala, ampak dejansko, če si slep, si lahko še daljše tekste zapomniš. Vem, sam brez Homerja Na pamet. bi bila Troja le ruševina bronaste dobe. That's it. Troja je naredila, on je... Če je kdo izmislil Trojo, to je Šliman. In To je- popolnoma napačno. Ne? Prava Troja je bila 9 slojev nižje. Pa, a ni tako, da Če je bila res na tem mestu, je to velika stvar. Ampak a ni tako, da Homer in Troja drug drugega pozivata, pokliči me po svojem imenu, če ne citiram znani film. Kaj Ja, absolutno, to je simpatija za tistega, ki je bolj etičen in manj močan. To je tema vseh tragedij. Ampak vse je tako prepričljivo, tako podrobno popisal, vse v tem je trik, v tem je njegova umetnost. Tako dobro je napisal to, da verjameš, da je Troja res obstajala. Osnovno med temi, če lahko to povem, Iliada je Sex on the Beach in potem pa pretepi in potem se vse končuje z neverjetnim vzponom človeškega, humanosti v tisti kozmični obliki. Odisej je nekaj drugega, imate 20 let, flashbacke, nesinhronizirano, sinhronizirano in konča se z divjaštvom. Konča se s pobojem snubcev in vseh sužnji, ki so jim služile. In to je ogabna scena in ni tiste katarze, ki jo ima Odiseja. Pa slabšak, če lahko dodam, Iliada. Ja, Odiseja se konča s povojnim pobojem. točno to. Se konča s povojnim Točno to, pobojem. točno to. In ena izmed poant Odiseje, ko je vojne konc, vojne ni konc, vojne je konc, ampak domov ne moreš več. To je to. Tukaj se popolnoma strinjam. Ja. Ampak, a ni tako dober, jaz bi šel še korak naprej od tega, da je tako dobro napisal Iliado, da verjamemo, da je Troja obstajala, ampak bi šel celo korak naprej, bi rekel, da je tako dobro napisal Iliado, da je vseeno, če je Troja obstajala ali pa ne. Zdaj pretiravamo, tako kot če bi, ne vem, ko bomo videli ta Nolanov film, da bi verjeli to, kar je tam napisano. Ne? Pač mi že vemo, da v antiki sta bili Iliada pa Odiseja samo dva od teh tako imenovanih cikličnih epov, se pravi, so bili tudi drugi avtorji, ne? Arktin in še drugi, ki so napisali, v bistvu je bila pokrita s temi epi, že v antiki cela ta, ne sam teh neki dni v Iliadi, pa tisto Odisejeva vrnitev, ampak cela trojanska vojna od vzrokov pa do na koncu vračanj junakov domov. Ne? In to je bil dolg cikl, to je bila cel kup, če je, ne vem, Odiseja ena serija, pa Iliada ena serija z ogromnimi epizodami, to je bilo veliko teh serij. In Troja ni samo od Homerja, sigurno. Je pa velika razlika, ne, kako so to pisali. To že Aristotel piše, ne, da vsi tisti ostali epi
so bili v bistvu dolgočasni. Ne? Zaradi tega, ker so pisali od začetka do konca, kako se je stvar dogajala, medtem ko Iliada pa v tem je genialnost Homerja. Ne? V tem je razlika, ne vem, če Avdo Medžedovič, kukar je bil fenomenalen, ne? Pa je dejansko tistih ženitba s Maj Lage, nekaj takega, ne? Ja. 12.000 verzov, ampak monotono do skrajnosti. Ne? Skratka, so ga snemali, res lepo brati, kako se je to dogajalo. Zjutraj 2 uri, pijača, kava, cigareti, popoldne 2 uri. En teden, na kar on zgubi glas, na kar mu je Perry zrihtal zdravila in tako naprej. Zelo neetično bi rekel do raziskovanega objekta. Ne? Zdravila, on se je en čas po koncu postavilo, pa potem en teden preden so spet končali. Ampak to je res monotono. Medtem ko Iliada ima vsega skupaj, predstavljate si, ta velika mitološka zgodba, mislim, da Latač je to razdelil, ta mit na 30 segmentov, Iliada je samo en segment, razumete? Potem pa spet, kako je Iliada narejena. Cela Iliada ima v bistvu samo, mislim, da 50 dni. Ne? In od teh... 52, tam. No, ampak od tega so v bistvu res važni samo 4 dnevi bojev. Ne? To pomeni, da je popolnoma zgoščeno. Odiseja mislim, da ima samo 40 dni vsega skupaj. Ne? Cela zgodba stlačena v dogajanje od tega, kako Odisej začne odhajati domov, potem ta vihar, pa potem Itaka. Ne? V tem je razlika. Razlika je v tem, da je ta to. Ne? In jaz ne vem v resnici veliko o tem filmu, ki prihaja, ne? Ampak ena od stvari, ki mi je bila zanimiva, je, da je režiser rekel, da ga je ravno to pritegnilo pri Odiseji, da ni linearna. Ne? On že od nekdaj dela te filme, ki so... Ampak prav to. Ne? Skratka, da itak vsi ga bolj poznate od mene, ne? Ampak vsi ti njegovi filmi se v bistvu igrajo z logiko časa pa nelinearnosti. Ves čas. Ne? In to je genialnost Homerja, ki je pa seveda pri teh Aoidih, si predstavljam, po večini ni bilo. Ne? Pa še nekaj samo. Lord in Perry nista sploh opazila muslimanskih pevk, ki so obstajale. In kdo je pa posnel, fotografiral vse te ženske v Dalmatinski Zagori in v Bosni? Matija Murko. S tem, da Matija Murko ni tako znan kot Perry in Lorda. Ne? Če je bil Homer, si jaz predstavljam, da je bil takrat neka zvezda. Okay. Zakaj ga je Platon hotel nagnati iz države filozofske? Zakaj je Aristotel ga odpikal kot pesnika, ki je učil druge pesnike lagati? Platonu je se izdel, da tudi nisem vzel dovolj moralen, da bi bil takšen zgled za vso izobrazbo, kakor je bil. Ne? Dejansko je vsa antična izobrazba in vzgoja temeljila na Homerju. In je to pod vprašaj postavil pa tudi druge stvari. Za Aristotela pa ne bi rekla, da je odpikal, glede na to, da tudi kot učitelj Aleksandra Velikega, ne, da je tukaj njegov učenec Aleksandar, ki je fanatičen oboževalec Homerja, ki je na vojaškem pohodu. Spal po Iliado. Tako, ne. Aristotel je kar po mojem občutku. V tej primerjavi ga strašno visoko postavi. Ne? Reče, da genialnost njegovih tekstov je v tem, da pravzaprav iz Iliade pa Odiseje ne moreš narediti več kot ene tragedije. Medtem, kad te ostali, ne vem, Ilias Mikra in tako naprej, iz tistih lahko narediš, ne vem, po 7, se mi zdi. Ne? Kar pomeni, da je tisti, ki je to pisal, za nič pisal. Ampak, a ni vloga filozofa, da pljunejo po klasikih? Kot prva poteza. Ne? In pa pomislimo na še enega avtorja, ki je Iliado in Odisejo res imel za najboljšo literaturo, to je Aristofan. Ki na osnovi tega, kako tragiki obdelavajo to temo, pač odločal kot književni kritika. Ne? Kateri pesnik si zasluži, da gre nazaj v življenje in kaj naj ostane v spodnjem svetu. Ne? Ampak prej, ko ste rekli, da on v bistvu je redaktor bil, a je bil redaktor v tem smislu, kad bi bila danes recimo umetna inteligenca redaktorca nečesa tazga, kot je Odiseja ali pa je? Nobene povezave. Edino to, da si lahko zapomnija, ne? Ampak to veščino pa so obvladavali, danes pa mi nimamo te veščine. Mi se ne učimo na pamet. A mislite, gospa prevajalka, da je pri Homerju
ker gre za blazno dolge pesnitve in jih je bilo treba na pamet recitirati, ponavljati in tako naprej, da je noter zato toliko nekih stereotipnih momentov, da bi lahko ta rapsod lažje memoriral, lažje ponavljal. Ja, to kar velja v filološki stroki, da so te, temu rečemo, epske formule, da so služile temu, da je lahko avtor oziroma pevc, ne avtor, ki je prepeval te speve, da si je lažje zapomnil ali pa da je lahko malo tudi improviziral, da je tako na hitro zaključil en vers. Tako da to so kot naj bi bili dokazi na to ustno tradicijo, iz katere te pesmi Se pravi, Homer izumil žanre, ker pač žanri so natanko to. On je, seveda, je verjetno v neki kulturi v nekem trenutku bilo dosti tistih rapsodov, ki so peli in vsakič dodajali nekaj drugega. In je Homerov osnovni motiv bil, da enkrat naredi končni tekst nekega On je ustavil tradicije. nekaj, kar je Tako. se valil skozi magari stoletja ali kaj. Ja, zdaj, danes smo že parkrat rekli, kako pravzaprav o Homerju nič kaj dosti ne vemo, ali pa skoraj nič, ali pa čist nič. Zdaj, ampak imel je pa to, kar je pa, se mi zdi meni intrigantno, imel je pa blazno, bujno, posmrtno življenje. Mislim, tacga, kako bi rekel, o Jezusu Kristusu več vemo. Tako da njegovo posmrtno življenje ni Več je nič ne vem kaj, Ja. v primerjavi s Homerjem. Da parafraziram Johna Lennona, več je napisano o Homerju kot o Kristusu. Ja. Pri Homerju gre za, jamrajo, da on ne vemo, je eksistiral, ne, pri njemu gre za presežek eksistence. On je imel presežek življenja, on je imel morje življenj, morje identitet, morje krajev, kjer se ne bi rodil. Skratka, vsega je v izopilju pri Homerju. Tega ni pri nikomer. Kakor jaz vem, da v antiki niso zelo dvomili v njegov obstoj kot osebe. In, tudi taki so se našli. ja, ampak bolj je šlo za res to, naprimer to, ko smo rekli o filozofih, da eni filozofi so ga kritizirali, in tudi Heraklit, naprimer, je rekel, da to ni dobro, da Homer prav naj izgine razdora. Na dosti mestih je Iliada, recimo bi lahko rekli, ima te protivojne, mirovniške, v bistvu lahko bi celo videli kot kljub temu prikazovanju, ali pa ravno zaradi tega prikazovanja teh bitk in sulic, ki prebodejo vratove pred našimi očmi, kot mirovniški tekst, kot poglejte, kaj se zgodi, tako veliko ogledalo. In pač Se vam zdi, da to protivojna teksta? Veliko kontroverzije je vsem skupaj. Veliko je tudi lahko, bi videli tudi propagando, neko staro propagando nekih vodij. Sigurno tudi ta moment združevanja grštva, ta demokracija, da smo zdaj Grki eno ljudstvo. Bomo šli tja itak pol. iz več. Ampak to me zanima, a se vam zdi, da sta ti pesnitvi končani? Ali sta še vedno works in progress? A se da še kaj popraviti? Bi še kaj popravili? Mislim, bojo še vse kaj čas dodali? popravljali. Nolan bo popravil, vsak bo popravil. Ja. Svoje. Mislim, so že popravljali. Vsaka film snema ne bo hotel se truditi, da bo čim bolj avtentično prikazal zgodbo, ki imamo v tekstu. To hočem povedati. Ampak lepota Iliade in Odiseje je po moje ta, da se pojavite kdaj, 8. stoletje, in pojavite se tako, ko bi padli z neba. Formirani, narejeni, nimaš kaj za dodati praktično. Ja, za njim je, za Iliado in Odisejo je celotna zgodovina Mediterana, Gilgameš, Ja. ki je tudi žanrovsko izjemno dinamičen, to sploh ni ravno povedanja. In pa še nekaj je pomembno za to Iliado in Odisejo, in to pa je, da so liki, ki niti en ni pozitiven, niti en ni popolnoma negativen. Tako zelo 20. stoletje, 21. Izjemno. stoletje, zelo naš čas. Ja. Dileme so pa res 20. stoletja. A bomo imeli mir, a bomo imeli vojno, a bomo In vojna imeli ni konc nikoli. pobijanje otrok, Vojna ni ali bomo konec, imeli nekaj drugega, ali bodo živali govorile v svoje sebi v pridal. To je tudi homersko vprašanje, nekaj se živali ogromno in reagirajo na človekove akcije in tako naprej. Kaj ste hodili reči? Nič niste hodili. Ja, Tako smo obnemeli. ne, Za trenutek. to sem hotel reči, da pač ima Odiseja, še bolj Iliada, ima
biblični status. Ne? Zato tudi se mi zdi, pač, da avtor ni nujen, ker pri Bibliji ne piše, zdaj tam. Tudi Vatikan bi lahko napisal nekoga. Razlika je ogromna. A je? Razlika je ključna. Razlika je v tem, da je Biblija, posebej Novi testament, govori jezikom parabole. In to je, da se pove zgodba, katero ti že poznaš. In potrebno je samo, da verjameš in nič drugega. Nič ni vprašljivo, vse znaš vnaprej. In to je čist druga retorika, kot je retorika in sploh jezik in diskurs Iliade in Odiseje. Še nekaj, obstaja tudi parafilološka profesija, bi rekla, in to je homeromastiks. Tisti, ki biča Homera, ki ga sovraži, ki piše, ta literatura je enako bogata. In je kar nekaj slavnih homeromastigov, ki so se pač na ta način so se izkazali. Imam zdaj eno vprašanje za vse tri pravzaprav, ampak najprej mi morate malo kimati, skratka, Iliada in Odiseja, to ne je samo to, da se strinjamo, da se strinjamo, da vemo, zakaj gre. Iliada in Odiseja sta veliki umetnini, sta mojstrovini, sta genialni kreaciji, tle pa jaz pridem. Teh dveh mojstrovin, teh dveh genialnih kreacij, teh dveh veleumetnin ne bi bilo brez vojne. Ne bi bilo brez vojne. Ja, tudi to še brez sem hotel videti. Prvo, vojna je znak mesta in države. Vojna je pojav, ki se pojavi šele, ko imamo državno organizacijo, ne prej. Ampak To je ključno. Vojna in obenem je vojna ubijalska za državo oziroma za polis, za mesto. Ne? Ampak te umetnine ne bi bilo brez dolge, krute, nasilne, umazane, grizljevske vojne. Ja, ampak vojna je nujni motiv, nemogoče je pač. Ne, se mi všeč, kako boste skušali zdaj to obraniti. Ne, bom obranila, ker pesniki so imeli dosti vojne. In zaradi tega je v antičnem pesništvu, v antični tradiciji seveda izmišljena Arkadija kot žanra. Ne? In ogromno pesnikov je imelo potrebo, da razen vojne, Vergili recimo, ne, so imeli potrebo, da nekaj drugega opišejo, nekaj lepega, nekaj srečnega, nekaj enostavnega in tako naprej in tako naprej. To so fantazme urbanih poetov. Ja, ampak do glorije lahko pridemo le s pomočjo vojne, nasilja, klavnice. To je en izmed sporočil, če ne celo glavno sporočilo od Iliade. A ni? To je njegova samoumevna atmosfera, tako bomo rekli. Skratka, on si nikakršnih iluzij ne ustvarja v človekovi naravi. Je pa res, ne. Bilo bi ahistorično, ne vem, mogoče anahronistično govoriti, da bi bil pacifistično obrnjen ali pa karkoli takega. Tega iz teksta ne vidim. Ne. Brez trojanske klavnice, brez paca, brez človeške katastrofe, brez kataklizme. Ampak Česa ni? Trojanske klavnice ni v Iliadi. Česa ni? Iliada se končuje z žalovanjem. Česa ni? Ni klavnice. Na svoj telefon pogledam. Absolutno ni tega. Česa ni? So pa druge klavnice. Ja. Druge klavnice so med vojno. Pred Trojo, ampak v Troji ne. Ni paca Troje. Ni paca, ni konja, ni Ahilove pete. To so vse bolj ti slabši To so ti pesniki. drugi ciklični epi. Ja. bi pa mogoče tukaj povedal, dokler iščemo po telefonu. Ne? Ali boš ti držal telefon? To je dejal, ko je Hektorja pardon. To je dejal in skoval za Hektorja hudo sramoto. Najprej mu zadaj, na nogah, prebodel je tetivi, urežal med peto in gležnjem potegnil usnjene trakove, z njimi pa k vozu ga upel, da ležal je z glavo na zemlji. Podej se uspel je na voz ter vzel še slovito opravo, hitro je konja pognal, prav rada sta vdir se spustila, prašni oblak je nastal za truplom, ki voz ga je vlekel, črni lasje so opletali glavo, nekoč čudovito vso zagrnil je prah, ko Zevs je sovražnikom pustil Hektorja skruniti to v njegovi domači deželi in to gre še pol naprej. Skratka, to je ta slovit prizor, v katerem Ahil Hektorja
priveže, truplo Hektorja priveže na zavoz in ga vlači okrog Troje naenkrat večkrat. In potem še okrog Patroklovega, njegovega prijatelja, groba, še dodatno. In tega imaš kolikor češ. Noter imaš ljudi z črevesjem v rokah. Ja, To je vojna. Fazganon skozi hepatos. Ja, to je vojna. Zdaj, hočem reči, ja, Tukaj pa zgodba pride. Ne? Skratka, to, da mi seveda živimo v svetu, kjer ni vojne, je omejeno zelo časovno pa prostorsko. Ne? To ni normalno stanje človeštva. Ena od bolj zanimivih knjig, ki sem jih bral s tem v zvezi, je knjiga, ki jo je napisal en ameriški psihiater, Jonathan Shea, naslov je pa Ahil v Vietnamu. In ta človek je delal, celo svojo kariero je delal z vojaki, ki so prišli pač poškodovani iz vojne, so imeli posttraumatsko stresno motnjo. Ne? In je začel gledati to, kaj se je njim dogajalo, pa gledal, kaj se dogaja pravzaprav v Iliadi. In je ugotovil, da je bila zgodba zelo podobna, ne? Da se je tem vojakom običajno zgodilo to, da jim je na začetku, skratka, šli so v vojno, potem so se pa znašli v situaciji, ki je nekdo, ki je imel poveljstvo, kakorkoli, izdal tisto, kar se jim je zdelo, da je prav. Ne? Skratka, da je na nek način porušil ta njihov moralni svet. Tako kot naredi Agamemnon z Ahilom. Ne? Potem so se ti vojaki, je ugotavljal, umaknili čisto svoj mikrokozmos, ki ga je običajno sestavljal ta vojak, pa še nekdo, njegov bojni tovariš. Če si predstavljamo zdaj Ahila pa Patrokla. Ne? Potem, ko se je pa zgodilo tukaj nekaj strašnega, običajno smrt tega tovariša, se je pa tem vojakom popolnoma odpeljalo. Ne? In so potem, to je tisto, kar tukaj opisuje Homer. Ne? Homer reče, da Ahila obda teman oblak bolečine, se mi zdi, in potem se začne strahovito znašati nad živimi in strahovito znašati nad mrtvimi. Ne? To je v bistvu ta podoba. Ampak to je nekaj, kar ni unikatno za grški svet. To je nekaj, kar se lahko dogaja danes in kar se bo dogajalo jutri. Zdaj, ko jaz recimo na svoj amaterski šlosarski način berem Iliado, imam občutek, da je to metafora nekega hudega, strašnega preloma. Ne vem, mentalnega, ideološkega, kulturnega, ne vem kakšnega, ampak na vsak način disrupcije, blazne disrupcije, ki se je zgodila in ki je pravzaprav ni mogoče racionalno pojasniti. Edini način, s katerim je mogoče pojasniti, je umetnost, literatura, dve pesnitvi, nekaj novega. Popolnoma se strinjam, to sploh ni šlosarsko branje. Ja, Nasprotno. okej. Ne? Ampak nekaj je, bom dodala samo tej krutosti, ki ste jo povedali. In to je, na grških vazah je denimo ta prizor, v katerem Priam, ki ima samo nekaj lase, kar jih je pač izpulil od žalosti, pride v šotor Ahila, ki je popolnoma pijan, ki leži in na spodaj pod ležiščem so kosi mesa, žrtvenega za žrtvovanje, kosi mesa že pripravljeni in pod njimi leži Hektor. Torej, Hektor je ne samo, da je ponižen in ubit, ampak je tudi najnižje meso, ki ga lahko zamislimo, ki bo žrtvovano. In v tej situaciji on starec uspe prepričati mladega človeka, ki ve, da bo umrl mlad. On ve, da bo umrl mlad. To je tisto ključno. Ne? In oba jokata. Tisti zaradi tega, ker bo umrl mlad, tisti drugi, ker je izgubil 50 otrok skupaj. Torej, to je scena, v kateri se Homer sprašuje, kaj bomo z državo, ki je oblikovana in ki je proizvedla vojno. A je možno racionalno urediti to zadevo, a je res samo vprašanje strasti in instinktov? In odgovora seveda ni, ker v Odiseji imamo nekaj, kar je popolnoma nasprotno državi in polisu, in to je stasis, državljanska vojna. In to je tisto, kar se zelo dobro opazili, da pač je to poboj po vojni, to, kar Odisej izvaja s Telemahom na koncu, ne krvavi obračun z sovražnikom. Ja, mislim, prišlo je do tazga preloma očitno, da ga lahko metaforizira sam vojna, neka kruta klaunca. Ja. Samo še nekaj, da malce morda razveseli. Spomnimo se filmskih verzij, od katerih so neke neverjetno neumne. Okay. Ampak zadnja troja je bila z Bradom Pittom in Peter O'Toole je bil Priam, Brad Pitt je bil Ahil in Brad Pitt je imel te plastične mišice, ki so mu dali, a ne, je
so bile malo gub je bilo, ker je bilo preveč plastike in tako naprej. In po Troji so tekale lame, ne bi verjeli, ampak lame so tekale po Troji, mene so vrgli iz kina, ker sem se tako režala v komuni, da sem... Vse je komedija, vse to je komedija. Seveda, ampak je... Potem, ko premislimo vse te grozote, in seveda Peter O'Toole pove svoje v nekaj besed in potem pa Brad Pitt kot Ahil pravi, ok. In to je nekako, mislim, to je pa res neverjetno. In pa na vse to, edini Odisej, ki je deloval avtentično, ki je imel balkansko telo, balkanski pogled, balkansko obnašanje, široka ramena, kratke noge, pravi Albanec, to je bil Bekinfek bil. Edini, ki je res bil Moram vas avtentičen. prekiniti, ker umetnik čaka še na svoj drug izhod. A boš... Najprej moram še jaz, da bo on... umetnik. Še začetek Odiseje. A boste kar tam, ok. A lahko? Ja, komod. Andramoj ennepe musa politropon, hos mala polla planchthe epei troies hieron ptoliet chrone perse. Pollon dant chroponi denastea kai non igno, polat hogen pontopat hen algea hon catat hymon, arnumenos hen tepsic hen kai noston hetaeron. Al ut hos hetarus erussato, hiemen osper, autongar sfeteressin atast haliesin olonton nepioi, hoi catabus hyperionos elioio esthion. Autar hotoisin afeileton ostimon emar. To je namreč začetek Odiseje. Pesem mi, muza, zapoj o možu, ki mnogo je blodil daleč po svetu okrog, ko sveto je Trojo razrušil. Videl je mesta premnogih ljudi, spoznal je njih misli, mnogo gorja je na morju prestal in v srcu trpel je, sebi, da reši življenje, da drugim ohrani vrnitev. Vendar kljub vsemu tovarišev svojih ni mogel rešiti. Zdrzno pregreho sami so napletli si lastno pogubo. Norci so klali in jedli goved Hiperiona sonca. Bog pa na to za kazen odvzel jim danje vrnitve. Super. Top. Ja, zdaj, ko je Boter prišel ven, film, ne? Ok, tam imate na koncu ta pokol, ne? Zdaj, jemenski, takrat tam Jemen, severni, južni Jemen, ne, sta bila, en je bil komunističen, no tam je ta gazda, ne, šef, je organiziral pokol po filmu, je videl film, je rekel, to je to, in je organiziral pokol konkurentov, vseh tekmecev, na isti način so bili pobiti, kot v Botru. Zdaj, kar me pripelje do tega, to, kar sem vam bral, jaz, kako je Ahil za sabo vlekel za vozom Hektorjevo truplo, ne, to je Aleksandar Veliki naredil, to jeste, ne, Batisa je pripel za voz in ga delal kroge z njim potem. Skratka, Iliada je bila zelo vplivna očitno, vsi so jo kopirali, tako da si je tudi danes temu, kar sem prej bral, ne, temu danes rečemo v filmih, ne, te izjemni grizljovski brutalnosti, krvavim prizorom, se reče torture porn. In Homer ob vsem, ne, si je zmislil tudi to, tudi je izumil tudi torture porn, ampak ni izumil sam tega, on ni izumil 20. stoletje, on se je nas zmislil. Seveda nas je izmislil in pa izmislil je oziroma hotel izmisliti zdravilo za to. Ja. In vojna je bila nekaj, kar je bil del demokracije, nažalost. Atenska demokracija od državljana zahtevala, da zna plavati, da pozna geometrijo in da lahko recitira verze.
To so bile osnovne kvalitete državljana. Torej, da plava zaradi tega, da se pač reši, ko je pomorska bitka. Dosti enostavno. Torej, vsi so ves čas, Atenci so bili vojaki, da se razumemo, Sokrat je bil oficir na severu in tako naprej. Vsi so bili vojaki, vsi, ki so negovali demokracijo in to je bilo naravno. In edino pravo zlo, ki se ves čas omenja kot največji zlo v polisu, v demokratičnem polisu, je stasis in to je državljanska vojna. Nič drugega ni Je tako nekaj slabo. rečem, da si je izmislil nas 20. stoletja, 21. stoletja. Zdaj, se spomnite vi nacistov? Ne? Nacisti so bili brutalni, genocidni, svinski in tako naprej, hkrati so pa ljubili glasbo. Schumann, Haydn, ne? Ljubitelji umetnosti. Zdaj imamo mi Lothar Achilla, ki počne grozote. Tudi pobije 7 sinov Etiona. Ne? Hkrati pa ob morju vzame liro in zapoje. A ste kdaj začutili Iliado kot metaforo nacističnega uničenja zahodne civilizacije? Namerno vas sprašujem, ker vem, da bežite pred tem, ampak Ne. gospa Slapšak, kaj pa vi? Nikoli. Gospod Morin, vi ste mi nekajkrat že danes pomagali, pa Pa bom, tako dobro se razumeva, da... bom poskusil še tukaj. Ja, dejte. Niti ne gre toliko zame, ampak Ja. celo to tezo zelo dobro potrjuje tale pesnik Oden, ki ga seveda vsi poznate. Ne? Obstaja cel Ja. segment v Iliadi, ki se mu reče Ahilov ščit. Ne? Ahilov ščit je, skratka, v neki točki se ta ščit zgubi in ga je treba narediti novega in potem Hephaist naredi nov ščit in ta ščit je mikrokozmos vsega, kar v antiki je. In je prekrasen prizor. Skratka, teti, da pride k njemu, Bog začne kovati in kuje. In je na eni strani mesto v miru Ja. in na drugi strani je mesto v vojni. Ne? In strašno lepo narejeno, z detajli, zelo dolg pasus. Oden je po drugi svetovni vojni, točno v tem, kar se zdaj pogovarjava, naredil fantastično pesem Ahilov ščit. Pride teti, da Hefajstu in mu reče, da ne naredi ščit, ampak na tem ščitu ni nobene odrešujoče podobe več. Na tem ščitu so pa samo še, ampak tudi ni tista podoba vojne, ki je pri Homerju, ampak je industrijsko pobijanje. Ampak so množice, ki korakajo, nek brezobličen glas jim daje takt, koncentracijska taborišča, vsega grozote in potem teti, da zajoka, ker vidi, kaj čaka njenega sina in reče, ki ne bo več dolgo živel. Ne. To je pa 20. stoletje. To sem vas hotel vprašati. Zdaj, ko smo že pri teh klavncah pa bitkah, zdaj, tretjina Iliade so bitke. Ampak imate kakšno idejo vi? Homer gre skozi nekatere bitke, gre blazno hiter, skozi nekatere si pa tako vzame čas, tako prav tendenciozno si vzame čas. A mislite, da je kakšna logika tle, ste vi kaj tuhtali tle? Če sem si kakšen vzorec? predstavljala, ne, tega vzorca, priznam, da nisem na ta način razmišljala, zakaj nekatere, kakšna tendenca od zadnje, ampak v tem detaljnem opisovanju teh krutosti vidim nekaj, kar tudi danes, ne vem, že v novinarstvu recimo pač šokantno, a ne. To ljudje tudi radi kot konzumiramo ali kaj. Pač avtomatično je garantirano občinstvo pri takih prizorih. Takrat ni bilo televizije, filma, še drame Še ne. pridemo, Ampak je bil film So si takrat. pač je radi bil. predstavljali Pridemo. šokantne stvari, verjetno. Ja. Dialektika razsvetljenstva, Adorno, Horkheimer. Zvijačni samotar, to je Odisej, ne, poln trikov, zvijač in tako naprej, vemo. Zvijačni samotar je homo economicus, ki mu bodo nekoč podobni vsi umni ljudje, to smo mi, ne. Zato je Odiseja že Robinsonada. Skratka, to je že, rekel, kapitalizem pred kapitalizmom. No? To smo fazo, mimo smo te faze. Mi smo zgubili to kvaliteto Odiseja, ki se imenuje metis. To je inteligenca, ki je praktična inteligenca, ki se znajde v vsaki priložnosti. In to smo mi zgubili.
Dajmo se zavedati, tega nimamo več. V tem je problem. Tako da razsvetljenstvo je preteklost in če ga hočemo nazaj, se moramo čisto drugače obrniti interpretacijo Odiseje in Iliade kot prvo. In pa še nekaj, kar se tiče vojne. Spomnimo se scene, ki je proti koncu Iliade, in to je, ko Helena gre na obzidje in opazuje bitko in tam sedijo neki starci, zbor, bodoči tragični zbor, in pač občudujejo njeno lepoto in pravijo, saj je imelo smisla imeti to vojno in vse žrtve s takšno lepotico. Torej, motiv za vojno je seveda kolonializem, to je osnovno. Dajmo, v Iliadi je kolonializem glavna zadeva, ne? In pa v atenski demokraciji je kolonializem, teritorij je bil glavni. Tudi Odisej. Seveda in v Odiseji, metaforično, ja, to je kolonialni opis. Bakr, pa vse Bakr je ostal Bakr, ne? Obstaja tudi... Kaj ste mi tako pogledali? Ne, v redu je. Obstajajo tudi drugi metali, se omenjajo. Ja, okej, ja. Ampak Bronasta doba. bronasta Jaz doba, tam vprašam, no. ki gre v drugo. Ampak še en element je ključen in to je za mene v Iliadi zgodba o Belerofontu. In to pa je, kako se Belerofont dogovori, znajde v komunikaciji s tistim, ki so pustili sporočilo za naslednjo generacijo. In to pa je kos keramike, na katerem je nek znak ali pismo in potem se prelomi. In potem se sestavi v prihodnosti. In to je sestavljanje v prihodnosti znakov, morda tisto, kar je Homer res hotel. Gospod Movrin, a ste gledali Lov za izgubljenim zakladom? Indiana Jones, ta prvi. Lov za izgubljenim zakladom. Zelo dolgo nazaj. Tam imate prizor v Egiptu, ki pogrunto je, da tam spodaj nekje, rekel, skrinja stare zaveze, nekje in zdaj treba začeti izkopavati, pa mu že našli, ne? In potem imate tak prizor, tako že noče ta zlata ura je, tistih 20 minut pred idealnih za snemanje filmov, ne? In imate gor tako egipčanske delavce, Indiana Jonesa, z bičem gor, ki se sprehaja gor pa dol in Egipčani kopljajo, delajo za njega. No, to je moja asociacija, ki sem bral Odisejo. Vsi jebeno delajo za njega. Za Odisejo. Vsi tezgarijo za njega. Vsi delajo, vsi se žrtvujejo za njega, vsi na koncu tudi umrejo za njega. Kakšen junak pa je to? Mislim, to je junak iz sužnje lastniškega sveta, ne? Se ne moreva slepiti. En kup teh ljudi, pravzaprav, tudi en kup teh ljudi, ki imajo dosti take romantične podobe, ne vem, ta svinjar, ne vem, Eumaj, pa vsi te, tudi oni so vsi sužnji, ne? Tudi te ženske, ki jih na koncu ubijajo, so tudi vse sužnje, ne? To je realnost njihovega sveta. In tukaj bi se slepil, če bi si rekel, da je bilo drugače. Zakaj se preklene, ko pride do siren? Kaj ima Odisej proti glasbi? Zakaj jo lahko posluša le privezan? Ve, da je to, da tako kot tudi poznejši veri so bili, recimo, en avtor iz rimskega obdobja je recimo omenja tisto ljudstvo lotofagov, mitološko, ki so pač tako zasvojeni z lotosovimi cvetovi kot eni narkomani in tudi potem pač recimo so obstajali ljudje, ki so bili z Homerjem tako zasvojeni kot lotofagi, ne, to pač ta moč, kaj je bilo že vprašanje? Sem že malo zmatrana, pardon. Zakaj se mora prevezati? Zakaj pa pri glasbi? Ja, to je ta mit o tem, da je pač, da vsej so pač vsi, ki so slišali pesem Siren, so pač žalostno končali. Okay. Moja asociacija je druga. Moja asociacija je seveda Lenin. Lenin je rekel, da film je najbolj pomembna umetnost. Da ne smeš pustiti, da ljudje poslušajo, ne smeš jim vrteti glasbe, treba jih je tolči po glavi. Imam še boljšo. Michael Ondaatje, ta avtor Angleškega pacienta, je enkrat napisal, ta se mi zdi tako prav zares, ko pišem, ne smem poslušati glasbe. Zakaj? Ker ko pišeš in poslušaš glasbo, je ta glasba super, dobra, imaš občutek, da tudi ti to, kar pišeš, da je dobro. In je problem v tem, da ni nujno, da je. Lahko, da ni.
Lahko da ni. In imaš občutek, da ti glasba prekimava. Da ti prekimava, ja, res je dobro. Tako da, Obratno. Moram priznati, jaz kot pišem, poslušam, ne morem brez glasbe, ampak poslušam glasbo in mi glasba pove, kaj je treba popraviti. okay. Gospod Morin, Drugo. kaj se zgodi s sirenami, ko ladja odpluje in izgine? Najdejo novo žrtev, samo en ja? detajl. In to je, da Odisej, ko posluša Demodoka in zgodbo o sebi, se začne jokati. Torej, on mora poslušati sirene, da bi se razjokal, še enkrat. Ojdi pa svinga, ker jaz sem tam una svinga razpade, pol, ojdi pa jo strmoglav, ko razreš uganko, je konc svinge. Tle pa, a ni razrešil uganke tudi, prevežeš se in je okej. Ne, Ojdip je samo drugačna modrost za razliko od sfinge. Ojdip je ta avtentični modrec, ima otečene noge. To je znak modreca, da je ohromljen. Ja, veliko sedi, ne hodi, ni junaka. Ne? In zaradi tega drugač debele, ful debele noge. ja, in zaradi tega pač sfinga mora izginiti, ker je ona druga oblika inteligence, nižja oblika inteligence. To je manj ali več jasno. Sama ena fusnota pri sirenah. Ne? Ni samo glasba, to je nekaj najlepšega mogoče pri tej podobi. Kaj mu sirene pojejo? Sirene rečejo, vsak, ki pride do nas, mislim, da modrejši odide po znanju. Skratka, one imajo obljubo vednosti. To je tisto, kar bi ga pripeljalo do tega, da bi skočil v morje. Pa še nekaj, če smem samo to. Zakaj Odisej, ključna beseda v tem, kar so prebrali na začetku. In to je beseda nostos, povratek. Odisej se hoče vrniti nazaj. Zakaj? Zaradi tega, kar je polites. On je pa nekaj, kar pripada državi in mora v svojo državo nazaj. In je obenem pa šef in vsi njegovi uslužbenci, tudi sužnje, ne, ki mu služijo, pač naredijo napako. Ni samo, da delajo usluge, ampak delajo napake. Njegovi mornari so nemogoči, nedisciplinirani, vsakič naletijo na novi problem in on kot CEO, kot šef cele zadeve mora reševati zadeve. Ne? Tako da management je ključen in pa to, da je državljan in se mora vrniti tam, kjer je pač njegova država. A sta Skila in Haribda, je to zdaj tako se reče, Skila in Haribda, je to okej? A je to hormuška ožina antičnega sveta? Ne, vse tri sprašujem, ajde zdaj. Spa prevalka. To je pač, mislim, Željada, pa tudi Odisej sta znotraj tega konflikta Zahod-Vzhod. Zaradi tega sta najbrž tudi vsa stoletja, ker je prikladno. Ne? Že Egipt je videl tukaj Vzhod-Zahod. Ves čas je bilo treba vsak naslednji egiptovski vladar takoj po poroki šel se dokazati na vzhod, pa malo v vojno, pa pol domov. In ta paradigma je tukaj noter še starejša od Homerja. Pač in zdaj za Skilo pa Karibdo, pa v metaforičnem smislu mogoče. Tam je ratala, ne tako začetniška sreča. Ne, zdaj pa prvič govorimo o morju, Ja. ne, ki naj bi bila glavna tema. In Sila in Karibda seveda so podobe morja. To sta podobi morja, ki je takšno, kakšno je. In morje so poti, Ponto in Keleutthoi. To so tiste poti, ki so pravzaprav zemeljske poti in pa imajo vse sorte nevarnosti, ki jih ima tudi kopensko potovanje. Ne? In ta metaforika je izjemno zanimiva, ko bi samo se pogovarjali o barvah, ki jih Homer pripiše morju, ne? In tako naprej. Torej, to je celotno področje Skila in Haribda sta samo ena od mnogih podob morja, ki se pojavljajo v epu. Ok, gospod Morin, tlele vas rabim, zato ker se tako čutvan, ima nekaj je med nama. Rabim bolj vas, ker gospe, po moje gospe bi se smejale, vi boste ohranili ta resno obraz. Zdaj, paste, Odisej je opisan kot premeten, zvijačnež, presukan, iznajdljiv, zvijačen, poln trikov, mojster za domisleke in improvizacijo. Izmaže se vsake težave, iz vsake pasti. Zdaj, koga tle Homer opisuje? Opisuje Odisej ali opisuje Jamesa Bonda? Očitno Jamesa Bonda. To je dobesedno opisi Odiseja, so opisi Jamesa Bonda. Ja, seveda, James Bond, mojster in Umberto Eco je knjigo napisal o tem. Je pa zanimivo, ne? Vsi smo rasli s to podobo, s točno to podobo Odiseja, ki je v bistvu simpatična podoba. Ne? Po mojem mene,
5-6 let tega, mislim, da še pred korono, je BBC naredil eno serijo Troja padec mesta, nekaj takega. Tako zelo zanimiva. Z otroki smo jo velikokrat gledali, pa potem analizirali. To je bila odločitev, ki sem jo takoj obžaloval, ker je postala čist preveč eksplicitna, čist preveč hitra. Ampak enih par takih podob je bilo, ki mi niso šle iz glave, pa sem šel vedno potem gledati v vire. Ne? In ena podoba je bila na koncu, skratka na koncu vojne, ko oni zasedajo mesto in potem v mitu vržejo Hektorjevega sina Astianaksa z obzidja. In tam ga vrže Odisej z obzidja. Tak grozljiv prizor je na koncu, skratka ta popolnoma brutaliziran vojak zabriše tega dojenčka dol. Pa jaz gledam, pa se rečem, pa to ni to, se ga je vrgel dol Ahilov sin, ne obtolem ga je vrgel dol, to vsi vemo. Ampak grem gledat in je dejansko v enem od teh cikličnih fragmentov, po mojem Iliju Persis, dejansko piše, da ga je Odisej vrgel dol. In mi imamo en kup v mitu, ki je bil poleg Homerja, imamo en kup podob Odiseja, ki je v bistvu grozovit. Odisej, ki je pri tragikih izdajalc Filokteta, ne vem, kako bi temu rekel. Odisej, ki ima strahovito nelepe podobe in tukaj imamo pri Homerju do neke mere čisto zavestno oblikovanje te podobe, ki pa ni edina mitična podoba, ki jo imamo. Zdaj, ampak gospe, a je Odiseja vendarle tudi ljubezenska umetnina, ljubezensko delo? Namreč Odisej vendarle naredi vse, da bi prišel do nje. Ali je to narobe, ker je ona vendarle pol na koncu nagrada? Ona je tudi na začetku nagrada. Ne? In to je Odisej njo dobi kot second hand nevesto, kar pač ni dobil Helene, ampak si izmislil trika, da vsi morajo braniti Heleninega soproga. In zaradi tega pravzaprav je on vzrok trojanske vojne. Dajmo. On je izmislil to idejo zavezništva, da bodo vsi šli skupaj z soprogom, ki bo izbran. In pa potem pa Helena sama izbere verjetno najslabšega od vseh. Ampak to je druga zgodba. Ljubezen pa je v Odiseji neka popolnoma nova kvaliteta in to je spomin in prijateljstvo. Saj seksa ni več. Danes ga ni več, niko. Ampak takrat je še bil, sej seksa. Druga zadeva... Odisej seksa. Ja, seveda, z nesmrtnimi ženo. Dela vse, da bi prišel do nje, ampak... Ja, seveda, se priklanja priložnostnik. Ja, ko je Stalin rekel, fantje so pač mesece in mesece z doma, so morali tle malo posiljevati. Ja, seveda, to je pač ideja in to vidimo od samega začetka, ampak nekaj drugega je. Penelopa je popolnoma nov tip ženske. Helena je tudi nov tip ženske, ki ima svojo voljo, ki ima svojo željo, ki jo pač izpolnjuje, ki se ne kesa, oziroma se kesa šele, ko vidi mrtvega in tako naprej, ampak Penelopa je nekaj čist drugega. Ona je pokorna ženska, ampak ne Odiseju, ona je pokorna svojemu sinu. To je tisto, kar je morda zame najbolj tragično v Odiseji, da pač pripada patriarhatu, ki jo oblikuje njen sin, ki je najstnik, ki je neumen, ki zna samo svojo avtoriteto moško nekako zelo, zelo začetniško izkazovati na svoji mami, ko ji pravi, ti si ženska, ti moraš sedeti in delati. Ampak vse, kar ona deluje, je neka tako rafinirana politika in seveda najbolj rafiniran del je tista preproga, ki jo uporablja. In s tem uporablja laž, prevaro, vse možne manipulacije nad snubci, ker snubci so dovolj neumni, da ne vedo, da mrtvec nikoli ne sme v volno. Mrtvec gre v lan, ne v volno. Volna je napol živa. In seveda ta ista volna, ki je ključna za Odisejo, je tista živa volna, za katero se Odisej prilepi, da bi šel iz jame Kiklopa. Torej, ti simboli živega, polživega, to je obvladuje ta svet, obvladuje ona, ne on. Ja, brez nje ne bi imel se kam vrniti. No? Ne bi imel, čeprav je bilo to za razliko od
Menelaja, ne, je bilo Odisejevo kraljestvo, Itaka, ne, medtem ko Sparta je vendarle Menelaj njegov prišel v posest. Sparto k Heleni. A ne? Ona je vendarle njegova posest. Ne? Ja, ampak je zelo Ja. spretna ženska, da vsa ta Ja. leta odvrača te snubce, da še vedno ni nihče prevzel oblasti, čaka Odiseja. Okay, prej sem vam rekel, da bova šla v kino, ne? Na koncu. In zdaj gremo v kino. Film je obstajal takrat. Vse v Iliadi, tudi v Odiseji, se ni važno. Vse je blazno kinetično, blazno vizualno, blazno živahno, blazno živo, energično, filmsko. Homer ne popisuje, po moje, on kaže, dobesedno kaže. On nadomešča, jaz sem tle, nadomeščam kino. Bo izumljen šele čez 3000 let, ampak jaz sem tle, jaz sem zdaj ta vaš kino. In povsod je, vse vidje, piše angažirano, danes bi se rekli imerzivno, ne? Tako kot bi imerzivnost izmislil si, skratka, deluje kot kamera. Ne piše, ampak snema. Skratka, jaz teh pesnitev, ne? Ta jaz teh pesnitev je kamera, a ni? Je, ja, kot neko ogledalo deluje, ne, pač družbe tistega časa tudi, čeprav se prepleta gotovo več časov, ne, tudi starejši iz teh starih epskih tradicij, je ena velika zmes različnih stvari, ampak vse skupaj je točno to, prikaz, tako kot na ščitu, kjer gledamo podobe, a ne, kaj je David prej omenil, tudi tukaj v bistvu gledamo. Ne? In ni čudno, da iz tega pol drama, ko je še bolj prikaz, ne? Ko ljudje stopijo, živi ljudje in so zdaj Ahil, so zdaj Agamemnon, kdorkoli pač v drami. In samo da ta prestop ni, če si predstavljamo Homerjev tekst, kjer so te dialogi, ni tako, je samo pač potem materializiran, ne? V drami recimo. Ja. Za vas bom pa, da vas Ne, če je Homer razjezim. slep, potem mora biti kamera. Ne, ja, itak, ampak to, da vas razjezim do konca. A ni bil, Niti najmanj. a ni bil pol Homer, na osnovi tega, kar smo zdaj rekli, a ni bil Homer pol vendarle filmski kolektiv antike? Ja, seveda je bil, to je bila njegova ambicija. Ja. Popolnoma se strinjam, ja, seveda. Ja. Kamera. Ampak filmski kolektiv so bile tudi ženske, ki so tkale in ženske, ki pač v antiki niso imele toliko v javnosti besede. A ne? In so potem s podobami, ki so jih skale na nek prt ali pa na neko tkanino, povedale zgodbo. Podobno kot, ne vem, tisti kovač Hefajst na ščitu so ženske pač tkale. In tudi recimo zelo zanimivo je, na to je tudi ta Emily Heuser upozorila, recimo vloga Kalipso, a ne, ki v bistvu Odiseja zadržuje, tako kot ga Kirka zadržuje, obe sta te dve, ki zadržujeta moškega. V bistvu pa, a ne, Kalipso zadržuje Odiseja 7 let, tam na tistem otoku, on tja pride kot brodolomec, nič nima in v teh 7 letih, ko je šla potem recimo raziskovati tudi arheološke vire, ta avtorica je ugotovila, da jadro je morala pač se stkati ženska in da za jadro je porabila najmanj 4 leta, da je stkala jadro za njega. Ne? In potem to postavi že ta informacija čisto drugo luč, sploh Homerjevo pripoved te zgodbe. Ne? Ja. Gospod Morin, se pravi, ki ste bili že skozi na moji strani, pa to tudi zdaj verjetno, Troja je morala pasti zato, da bi lahko Homer posnel svoj film. Mislim, da bi Troja padla tudi brez tega. Ampak ja. Ostala bi ruševina iz bronaste dobe. Ja, Ja. v tem smislu ja. V tem smislu ja. Ampak obstaja historični nivo tega, ki je onkraj Homerja. Ne. To je mogoče ena od stvari, ki so tudi tukaj zanimive. Mi imamo hetitske vire. Ne. V hetitskih virih se tam pojavlja neko kraljestvo, tam nekje na zahodu, ki se mu reče, mislim, da Turuva, ne. V tej njihovi pisavi, kar je zelo verjetno Troja, vodi ga nekdo, ki se mu reče v tej njihovi pisavi Alakšandu, kar je Aleksandros, ne, skratka Paris ima tudi to ime Aleksandros, pa mislim, kaj že še zraven, Lahko so božanstvo, ki ga ti ljudje častijo, je Pa ljudstvo Apaljunaš. je tudi Ahijava, ne? Ahajci. Pa ljudstvo je Ahijava, Ahajci, pa božanstvo je Apaljunaš, Apolon. kar je Apolon.
Skratka, vse se tako čudno ujema s tem nivojem, ki ga pri Iliadi imamo. To pomeni, da to absolutno ni samo fikcija, ne, je nekaj zadaj. Jasno, Je pa arheološki tekst. Mislim, ni zgodovinski Materialni učbenik, dokaz. ne, ampak so stvari, ki nam dajo misliti, da so se stvari dogajale tudi brez Homerja, jih pa ne bi brez Homerja absolutno dojemali kot relevantne. Okay, tako počasi bomo končali, si bomo. Zelo me zanima, zakaj ni bilo več takšnih pesnitev? Kako, da je Homer napisal le 2? Mislim, to me malo spominja mene na tega našega velikega Grossmana, prvega Slovenca, ki je snemal filme. Ne. Posnel je 3, pa pol nobenega več. 3 enominutne in pol nobenega več. Pač posnameš enega, 2 in decid, zakaj bi zdaj nekaj se ponavljal. A je Homer tudi, mislite, da je rekel, sem napisal, sem 2, dosti je kar. Življenje je kratko, morda je umrl. a ne. Da. Se ni imel kaj početi, kina ni bilo, interneta ni bilo, Tinderja ni bilo, mislim, cika. Moj bo kaj počel, zelo, cel dan, 24 ur si lahko delal v antiki. In če je vstal en dan prej, uro prej je bil 25 ur. To. Ja, ne, zdaj se hecam, ampak gre za to, da po Iliadi in Odiseji pa res ni potrebno več. Potem pa K po botru. Potem pa prihaja nova generacija pesnikov, ki bodo dediščino Iliade in Odiseje preoblikovali in normalno je, da je preoblikujejo, ki hočejo vsi, da pač jih primerjajo s Homerjem. Sam nihče ni imel toliko zid sledra kot on. Ni res, jih je imelo ogromno, obstaja nek... Kje pa so? Ja, ki so ga imeli, kako je to, en, ki je imel gvozdeni trebuh, je toliko napisal, da se ni vse moglo prebrati, ogromno so pisali. To je naše vprašanje, kako z roko napišeš toliko. Kje so? Problem je v tem, da ni več klasične gimnazije. Drugače bi bili tam. Pa čas na nekem nivoju, čas je sodnik, ne. Ja. Skratka, stvari, ki ostanejo, so stvari, ki so bile dobre, stvari, ki so bile pa neužitne, so se pa bolj kot ne... Morate si predstavljati, kakšen angažma je bil prepisati en tekst. In te tekste je bilo treba prepisovati, zato ker je papirus propadel. Dajte se usesti pa si prepisati Odisejo, pa boste videli, boste pošteno razmislili, če boste še kaj drugega začeli prepisovati. To je ta ideja. To so v glavnem pol, recimo v srednjem veku, zaradi Bizanca oziroma Konstantinopla, tam so potem ohranjali to tradicijo, ker so znali grško in so še naprej študirali te tekste Homerjeve v originalu. Medtem ko v srednjem veku je Evropa pozabila grščino, šele potem so to v renesansi humanizmu, spet, ko so prihajali z vzhoda na zahod ti učenjaki, so takrat pol v bistvu zaradi njih prišli tudi te teksti na zahod, ampak kljub temu so pa ves čas še... Homer je ostajal avtoriteta neprekinjeno iz antike, prek helenizma, Rima, in tudi v srednjem veku na zahodu tukaj so pač brali latinske prevode Iliade pa Odiseje in tudi razne sekundarne tekste, kasneje napisane, ki so trdili, da so prvoosebna pripoved o recimo trojanskih dogodkih in tako naprej. In potem se pač je spet to vrnilo s prihodom grških tekstov, da so spet originala, Ampak ja, tudi tako ta prva angleška knjiga, recimo natiskana, je bila pripoved o Troji, tako kot ta, ne vem, Guido de Columnis ali kaj že, ki ga imamo v slovnuku v latinščini. Pa končno ne bi bilo renesanse, če ne bi bilo grških beguncev, ki so v majhnih ladjah, mnogi so poginili na poti skozi Jadransko morje, šli v Italijo in poučevali Italijane in potem je nastala renesansa. Brez tega. Je bi rekel, le k nam. Ja. Točno to. Najlepša hvala. Jaz mislim, da vprašanj gotovo ni, ker smo v Sloveniji, tle vprašanj ni. Vem. Najlepša hvala.